vaše molitve, na to pa samo recite, kaj lahko storim danes zate? Kako sem lahko danes blagoslov? To je hrepenenje po svetosti. Vi predstavite Bogu tisto področje, kjer imate probleme in rečete, nočem biti takšen, kot sem, Bog spremeni me, pomagaj mi. Nato vzamete to posebno področje, ki je nepotrpežljivost ali karkoli že in študirate Božjo besedo na to temo. Nato zaupate Svetemu Duhu, da vas bo On spremenil. Nehajte ponavljati, saj hodim v cerkev. Veste, to je izvrstno, pojdite v cerkev, vendar ni dovolj. Nič ne bo nadomestilo vašega osebnega študija in vašega osebnega časa z Bogom. Vi morate hoditi z Bogom in ugotoviti, kaj je zanj pomembno. No, mislim, da se danes jaz bolj zabavam od vas. Vidite, menim, da vi želite storiti to, kar je prav, drugače sploh ne bi prišli sem. Ljudje se ne vzamejo časa, da bi prišli na takšno predavanje, kot je to, ne da bi hoteli delati, kar je prav. Tako imam odgovornost do Boga, da vam povem to, kar bi morali slišati. In da vam dam, kar potrebujete. To pa ni nujno to, kar bo ugajalo vašemu mesu. Amen. Tudi če sedaj ne marate slišati, boste pozneje radi sprejeli. Pohvaliti moram tiste, ki vztrajajo pred televizijskimi zasloni. Zavedam se, da je prezgodaj, da bi vpila na vas ali vam ukazovala. Za nekatere, ki prav sedaj gledajo moje predavanje, ura 4:30 zjutraj in jaz jim pravim, vstanite se, začnite iskati Boga, prizadevajte se za pravičnost in svetost, ne bodite plehki, ne bodite leni, bodite žejni pravičnosti. Vi pa si mislite, moj Bog, ženska, se še niti zbudil nisem. A ne moreš biti malo bolj prijazna do mene in povedati, kako me Bog ljubi? Saj tudi to povem, jutri vam bom to govorila, vse moramo dobiti. Na poti vas moram spodbuditi, zato vam pravim, da dobite to, kar zaslužite. Vi ste sveti, to ni nobena znanost. Vse, kar moramo storiti, je, da dopustimo Bogu, da zlomi ovire, da se vaše bistvo lahko razlije in razširi. Zlomiti alabastrno posodico, aleluja. Veste, ko sem vam zadnjič govorila o napuhu, o ponosu ljudi, ki se imajo za kristjane, ko sem videla v kapeli te kristjane, sem pozneje spoznala, kako je to nagnusno. Nikar mi ne pravi, kaj moram storiti. V cerkvi slišiš opomine, vendar ti to ne ustreza in greš drugič v drugo cerkev. Imaš prijatelja, ki te sooči s tvojimi slabostmi in kar naenkrat mu rečeš, ti nisi moj prijatelj, če boš tako govoril z mano. Ko delam to, kar delam, sem več kot samo prijatelj, kot pa da bi vam govorila vse, kar hočete slišati. Danes tvegam. Kar vam govorim, tvegam, da me jutri ne boste prišli poslušati. Danes tvegam, da vas izgubim, vendar vi lahko preklopite na kak drug kanal in morda bom tudi tam. Tudi v sebi še vedno vidim napuh in ga sovražim. Torej, veste, kaj sem storila prejšnji teden? Še enkrat sem poiskala klasično knjigo o ponižnosti od Andrew Murray. Še enkrat sem prebrala in brala in premišljavala o ponižnosti. Veste kaj? Ne bom se ponašala s tem neumnim duhom ponosa, kajti ob ponosu bi se vi čutili majhne. Ponižnost pa vas bo povzdignila. Sveto pismo pravi, naj si oblečemo ponižnost, isto ponižnost, ki jo je živel Kristus. Nihče mi ne bo solil pameti, to že vse vem. Vendar nažalost, bolj ko nekdo misli, da ve, bolj težko je zanje videti še kakšno drugo pot od svoje. Ko pa ste v takšnem položaju, se ne morete ničesar naučiti. Torej, kakšna je razlika med grešniki in med tistimi grešniki, ki hodijo v cerkev?
Da, motimo se, narobe delamo stvari, grešimo, vendar v sebi imamo Božjo pravičnost po Kristusu. Kako naj bi ostali isti? Kako lahko imamo Božjo svetost v nas? Kako lahko vidimo čudovite in veličastne stvari, ki jih je Bog za nas storil in ne bi temu odgovorili? Jezus je rekel, če me ljubiš, me boš ubogal. Veste kaj? Če ne veste, kako ubogati Boga, potem boste morali veliko več časa porabiti, da se zaljubite vanj, kajti bolj, ko ga ljubite, bolj ga boste ubogali. Temu se ne morete opreti. Iz osebnega odnosa z Bogom izhaja svetniško življenje, ne pa izpolnjevanja zapovedi in predpisov. Postali boste podobni tistemu, s katerim se družite. Prizadevajte si za svetost. Ni potrebno, da ste jo že dosegli, vendar pa jim morate slediti. Veste, govorim o letih, preden sem postala resnično kristjanka, in razlika je biti kristjan in postati resen kristjan. Ko postanete resni, boste voljno trpeli bolečino, da bi postali to, kar Bog od vas pričakuje. Naj vam nekaj povem. V tem trenutku svojega življenja vam lahko povem, da sem zelo pokorna žena. Lahko pa vam povem, kakšna sem bila na začetku. O, moj Bog, niti vam ne znam razložiti bolečine v svoji duši, ko mi je mož David poskušal povedati nekaj, kar nisem hotela storiti ali pa se nisem z njim strinjala. Bog pa mi je istočasno sporočal, da naj mu ne ogovarjam. Mislila sem si, šla sem ven iz sobe, ven iz hiše. Bila sem obupana. Hrepenela sem, da bi živela za Boga, vendar je bilo zame zelo boleče. In veste zakaj? Ker sem v svojem duhu imela dober namen, vendar sem čutila upor v duši, saj sem bila v preteklosti od očeta zlorabljena, tako da sem si rekla, noben moški mi ne bo nikoli več ukazoval, kaj naj storim, nihče me ne bo več nikoli silil v nekaj. Zaobljubila sem se sebi, Bog pa je želel, da bi se zaobljubila njemu. Dajte no. Skrbela sem le samo zase. Ti ne boš žalil mene, tako mi ne boš govoril, tako ne boš ravnal z mano, odhajam. To mi je vzelo leta in leta, vendar sem si vsaj prizadevala. Vsaj prizadevala sem si, nisem bila nekaj takšnega kot, veste, no, to je pač moja slabost, vendar mi Božja milost zadošča, hvaljen bodi Gospod, jaz hodim v cerkev. Milost ni opravičilo, da bi živeli razpuščeno življenje. Pomeni moč, ki je ne smemo prezreti. A ste me slišali? Rada imam besedilo, ko apostol Pavel pravi Galačanom 2:21. Ne zametujem Božje milosti. Če verjamete v milost, potem dopustite, da vas spremeni. Ne jemljite samo kot opravičilo, da ostanete takšni, kot ste. Zlorabili so me. Dovolj je opravičil. Ne opravičujte se, zakaj ste takšni, kot ste. Potrudite se, da takšni ne ostanete. Ne skrbite o tem, kaj drugi počnejo. Vi storite pravo stvar, da vas lahko Bog blagoslovi. Bodite za vzgled, tako da jih boste vodili. Naj bo v vašem vedenju nekaj Božjega. Tudi sama sebi pridigam danes, ne samo vam. Ena stvar, ki jo opazim in me strašno moti zadnjih nekaj let, je pomanjkanje ljubezni, ki ga vidim med kristjani. Pomanjkanje tega, da bi zares dosegli uboge in jim pomagali. Vendar to je že druga serija predavanj. Moramo brati Jakobovo pismo 2:14. Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera brez del reši? No, v redu, mi nismo odrešeni po delih in se moramo na vse načine izogibati delom mesa, kajti to je naša energija, da lahko izpolnimo Božje delo. Sami sebe ne moremo odrešiti, sami sebe ne moremo posvetiti, niti se v resnici ne moremo spremeniti. Bog mora delovati v meni, da me spreobrača, vendar pa moram želeti prave stvari in si zanje prizadevati.
Če imam pravo vero, bom napravil delo. Dobro delo. Kaj ti pomaga, če praviš, da veruješ, pa ne delaš dobrih del? 15. vrstica. Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed vas reče, pojdite v miru, pogrejte se in najejta. Molil bom za vas. Veste, da mi je Bog nekoč rekel, da prej nisem skrbela za druge. Neko jutro sem molila za nekoga, da bi mu Bog pomagal. Odgovoril mi je, zakaj me prosiš za stvari, ki jih ti lahko sama napraviš z lahkoto, ampak jih nočeš. Gospod, prosim te, da bi priskrbel žimnico za sestro Suzi, ona namreč spi na tleh. O, ti prismoda, pojdi in ji jo kupi. No, vendar za ta denar imam že svoje načrte. No, potem pa najdi kakega drugega kristjana, ki mu je strašno dolg čas. Dajte, no, premaknite se in postanite voditelji. Začnite, bodite voditelji skupine in vključite se v Božjo skupino, v dobro skupino. Recite, poglej, sestra Suzi potrebuje žimnico, vendar jaz lahko prispevam samo toliko, sprašujem te, koliko bi lahko ti pomagal, a bi lahko ti pomagal, a lahko tudi ti pomagaš. In potem jo boste pripeljali in ne boste niti povedali, odkot je. Ona pa bo slavila Boga in se zahvaljevala, o, slava ti Bog, hvala ti Bog, slava ti Bog. Na to bo govorila okrog o čudežu, ki ga je Bog storil za njo. Ti se boš pa zavedal, da deluješ kot tajni agent. Tajni agent v Božji službi. Pogrejta se in se najejta. In jima ne daste tega, kar potrebujete za telo, kaj to pomaga. 17. vrstica nadaljuje. Tako je tudi z vero, če nima del. Sama zase je mrtva. No, mogoče bomo šli v nebesa po milosti, vendar življenje ne bo imelo nobenega močnega vpliva na kogarkoli drugega, če na poti ne bodo videli nobenega mojega dobrega dela. Zaradi tega smo vas povabili, da ta vikend prinesete s seboj plenice in otroške brisačke. Temu mestu hočemo nekaj povedati. Nismo prišli sem zato, da bi bili religiozni in si morda pridobili od vsakega vernika tukaj v Minneapolisu nekaj. Prišli smo, da vlagamo v vaše mesto, prišli smo, da pomagamo ubogim in potrebnim. Nikakor nočemo, da bi se vi ustavili, ko mi odidemo. Bodite pravi voditelji, začnite nekaj v svoji cerkvi. Naredite še kaj drugega, kot da 3-krat na teden ogrevate cerkvene klopi s svojo zadnjo. Vključite se v skupino vernikov in napadite revščino v vašem mestu. Dajte, no. Hočem biti del takšne skupine. Mogoče ne bi imeli toliko težav z drugimi skupinami, če bi imeli v cerkvi več skupin, ki delajo dobra dela. Sedaj pa zares pridigam. Nič ni čudnega, da se jih Božja beseda ne dotakne. Nekaj morajo videti. Nekaj morajo videti. Nekaj stvari se lahko premakne, ko nekaj storite. Neka gospa je prišla z 2 ogromnima zavojama plenic in brisač in to sta bila takšna ogromna zavoja, ki jih ne morete kupiti v trgovini. Vprašali so jo, kje jih je dobila. Odgovorila jim je. Vedela sem, da jih boste zbirali, kot boste prišli, kajti objavili smo na naši spletni strani. Nadaljevala je. V našem podjetju izdelujemo otroške plenice in brisače. Govorila sem s šefom, kaj vi počnete in zdelo se mu je tako čudovito, da boste prišli sem ter hočete nekaj storiti za naše ljudi. In da nimate nobenega drugega namena, kot da ste samo do njih dobri. Tako bo poskušal redno dostavljati s tovornjakom plenice in brisače v predmestje, kjer jih potrebujejo. Torej smo nekaj prebudili. Postal sem vodja skupine za Boga. Moja skupina je prinesla vse mogoče plenice in brisače v to mesto in smo povzročili nelagodje. Kje so plenice?
sprašujejo ljudje v trgovini. Kristjani so pokupili vse plenice, le kaj bodo z njimi? Vesela sem, rada bi. Oprostite, da bom to rekla. Upam, da je kakšen drug razlog, kot da bi jih morali vi nositi vse svoje življenje. Ne morem si pomagati, morala sem to reči. In sedaj imamo že toliko plenic, da vam lahko za jutri naročimo plastični jedilni pribor. Žličke, vilice in nože. Ali ni zanimivo? Kaj vas to stane? Malo denarja, malo časa in počutite se, da ste del nečesa. Ali vas to ne navdušuje? Jaz pripadam dobri skupini. Amen. O, tako zelo se zabavam danes, da še komaj prenašam. Vera brez del je mrtva in nima nobene moči. Preden bomo končali, moram reči nekaj stvari, kajti svetost ni slepo oklepanje zakonov. Karkoli so ljudje mislili o svetosti, je za večino izgledala kot prava nočna mora, ter jih je odvrnila ljudi od nje. Kajti mislili so si, da svetost pomeni prepoved kajenja, pitja, plesa, igranja kart, zabavanja, nositi lepe obleke, nositi nakit, ličiti se in imeti lepo frizuro. Moral bi si postriči svoje lase ali pa jih pustiti rasti, kar je bilo odvisno pač od religiozne pripadnosti. In da je Bog prepovedal imeti tatu ali da bi moški nosili uhan. Mislim, vse to bi religiozne ljudi spravilo s tira. Dajte, no, tudi jaz sem bila včasih takšna in sem to govorila. O, poglejte ga, kako je tetoviran. Ej, a vidiš tistega moškega z uhanom? No ja. Veste, res nimam časa, da bi o tem razpravljala. Vendar Izaija 45:5 pravi, jaz sem Gospod in drugega ni, razen mene ni nobenega Boga. Nekdo se bo skliceval na Jakobovo ime, zopet drugi bo vtisnil, tetoviral pripadnost na roko, da pripada Gospodu. No, obstajajo besedila, ki to prepovedujejo. To je v 3. Mojzesovi knjigi, ko pravi, naj se v spomin mrtvim ne zarezujemo v kožo ali napravimo tetovaže. Znamenja za mrtve. No, včasih si kar vzamemo kakšno besedilo in si ga razlagamo po svoje. Vendar prerok Izaija v 49. poglavju pravi, da ima Bog upodobljeno tvojo podobo, da te je vtisnil na obe dlani. Čisto sem že navdušena, da bi si dala delati tatu. Naročila se bom na tetovažo. Prav na hrbtu bom imela zapisano, jaz pripadam Gospodu. Vi boste tudi šli z mano, a ne? Mislim, da bo to kaplja čez rob za religiozne ljudi in bodo kar popadali v prepad. David je potreboval kar nekaj časa, da se navadi v te ideje. Bil je nekako prepričan, da je to napačno. Rekel je, ali napiše v Svetem pismu, da naj ne delaš tega? In zakaj bi jaz to napravila? Samo zato, da razjezim vse hudobne duhove in nič drugega. Zato, ker sem bila zvezana toliko let s prepovedmi, to je nekaj, kar ne smeš storiti. Naj vam nekaj povem. Naj vam nekaj povem. Če služite Kristusu, ni nikoli dolgočasno. Tu je toliko zabave, toliko stvari lahko počneš in ne samo to. Vseh stvari se lahko veseliš. Veste, kaj vam bom povedala? Mi se tukaj veliko bolj zabavamo, kakor kdorkoli, ki se ga napije in ima potem mačka. Now this is good, clean fun.
To je dobro, resnično And I've veselje. made you laugh more than any comedian you ever went to see that told dirty jokes. Jaz sem vas morda danes bolj nasmejala kot katerikoli komik, ki vam pripoveduje You umazane see some šale. of the stuff in here. To morate videti, mislim. I mean, in Ezekiel 16:9, there was a big feast and a celebration. Prerok Ezekiel 16. poglavje opisuje veliko slavje, ko je Bog ženski nadel uhane v ušesa in obroček v nosnice. Well, if I go and show you, you'll just be here later, so I'll just give you the scripture. No, če vam zdaj to pokažem, boste vsi to kasneje želeli. Tako vam samo povem citat. Ezekiel 16. poglavje 9 do 13. Nato je na nekem drugem mestu Gospod kaznoval Izraelce, ker so nosili nakit, zato ker so slavili lažnega boga Baala. To je torej temeljna razlika. Vse odvisno od vašega namena, motiva, zakaj kakšno stvar počnete. Tako vidite, da ne moremo gledati od zunaj in sami odločati, da so ljudje hudobni, zato ker ne izgledajo tako kot mi, ali ker ne govorijo tako kot mi, ali ker nimajo iste barve las kot mi. Zaradi tega mnogi ljudje nočejo imeti nič skupnega s cerkvijo, kajti vse, kar dobijo, je kritika in obsodba. Vi niste kot jaz. Potrebujemo malo spremembe. Moramo se prebuditi. Amen. Davidu sem rekla, veš, če si bom dala napraviti tetovažo, bom imela tukaj zadaj, da noben ne bo videl. Rekel je, ti jo boš vsakemu pokazala. In tako bi bilo, gotovo bi komu rekla, poglej tole. In v časopisu bi bil spet velik naslov. Majerjeva se je dala tetovirati. Da rada nosim uhane, lepe obleke in se naličim in bodite srečni, da se. Na koncu koncev, zakaj bi si mislili, da je Bog pust, dolgočasen, da hoče imeti vse stvari grde, brez veselja ter nam daje samo kup zakonov in pravil? Naj vam nekaj povem, Bog sedi v nebesih in se smeje. Zato, da bi nas smejal vsakega izmed nas, kajti rad bi nas uporabil. Moramo se smejati, smejati in še enkrat smejati. Biti veseli in se smejati do onemoglosti. Prizadevati si moramo za svetost. Naši veri moramo dodati tudi dela. Uresničiti moramo to. Zavedajte se, da smo oglasna deska za Boga. Ljudje vas želijo videti vesele. Ljudje hrpenijo za srečo. Ni jim potrebno cel kup ljudi, ki bi se imeli za kristjane in bi izgledali, kot da so bili krščeni s slivovim sokom. Pred kratkim sem prebrala zgodbico in z njo bom zaključila. Majhna deklica obiskala na kmetiji svojega dedka, ki je bil zelo pobožen mož. Hodila je po posestvu in opazovala različne živali. Šla je v kurnik in opazovala piščance, ki so se valjali v prahu in letali sem ter tja. Rekla je, no, oni ga nimajo. Dedek si je mislil, česa nimajo. Videla je konja na travniku, ki je tekal in je rekla, veš, dedek, on ga nima. Videla je kravo, ko se je pasla na travniku. Rekla je, ona ga tudi nima. Nato je šla v hlev in videla tistega sivega, kosmatega osla z dolgimi ušesi. Rekla je, on ga ima, on ga ima. Dedek je vprašal, o čem govori. Rekla je dedek, on ima tak religiozni izgled, čisto podoben tebi. Dajte no, zdaj gremo domov. Ali ne čutite, da sveža sapa veje med nami? Amen, amen, amen. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.